Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo zdrav! Le še 8 dni nas loči do konca jubilejne 30. sezone v prvi ligi Telekom Slovenije. Pred nami je le še 270 prvenstvenih minut oziroma zadnji 3 krogi. Uvodni obračun 34. kroga pa se igra v Ljubljani, kjer pri Bravu gostuje sežanski Tabor. Glede zdaj ta napad rumenega Brava, Kramarič preigrava, Kramarič priložnost oziroma začetni enajsteric. Dobra žoga za Nukića, Nukić preigrava, odkriva se mu Tučić, še vedno Nukić, priložnost za Bravo, Nukić prečka. A sreča za Tabor, ostaja 0:0, znova Nukić, Nukić je očitno zelo razpoložen, zdaj strel Nukića iz 16 metrov. Enega strokovnjaka Sabita Šljivo, ki je deloval. Zdaj pa priložnost za Nukića. Nukić v kazenskem prostoru. Nukić znova ni zadev. Pred zadnjem in pa zadnjem krogu obetamo vsaj na nekaterih tistih najbolj pomembnih tekmah tudi nekaj navijaškega vzdušja in to bo vse skupaj še dodatno popestrilo dogajanje. Zdaj priložnost za Tabor. Stare in žoga je v mreži. Vekić je premagan. Tabor vodi v Ljubljani z 1:0. Do svojega drugega gola v prvenstvu pa je prišel Marcel Stare. Hitra, bliskovita akcija sežanskega kluba, takole podaja proti Nzengueju. Ta je s prve podaljšal do Stareta, ki ni bil v prepovedanem položaju. Predložek, priložnost in žoga je v mreži. Milan Tučić je izenačil tik pred koncem prvega polčasa. Milan Tučić torej z 8. prvenstvenim golom. Vse je zabil v spomladanskem delu, zdaj veselje za domači Tabor. Dobra žoga Trontla, potem je tam Drkušić le preusmeril proti Tučiću. Tudi navijači na tekmi med Muro in Domžalami. Tam zdaj napaka Križana v prvi akciji drugega polčasa, ki se je začel, in Križan je zdaj dobil rdeči karton. Ja, tole pa zdaj šok za Bravo na začetku drugega polčasa. Zatresel domačo mrežo v 22. minuti. Makumbu. Pred njim Nukić, pa Ristić s predložkom, priložnost. Vse bolj vroče pa je domačemu trenerju Grabiču. Tam strel zdaj Tolića, brani Vekić. Pa znova Nukić. Tam dobra žoga pred gol, strel in za las je zgrešil zdaj Žinko. Sever, dobro, še naprej zapirajo vse poti proti golu. Zdaj priložnost za Tabor. V nekem dobrem ritmu, se pravi, se bi jim pelal tretji poraz. Potem, hvala Bogu, z neko vztrajnostjo, s kvalitetno prekinitvijo smo v idealnem trenutku izenačili in se na polčasu dogovorili, katere nijanse bomo popravili v naslednjem. Potem je pa sledil naslednji šok, rdeč karton z igralcem manj. Moram pa reči, da so bili igralci fantastični, kar se tiče razumevanja načina igranja z igralcem manj, ker nikoli še nismo bili, v tej sezoni to bil prvi rdeč karton, nikoli še nismo bili v situaciji, da je treba v tej naši postavitvi braniti nek rezultat, na to pa poskušati zapretiti iz kontre. In to je velik plus za našo ekipo, da so zopet pokazali zrelost. Težka tekma, vemo, kaj je bilo na kocki, za nas pa za Bravo. Zelo tak bojazljiv, skromen štart z naše strani. Dovolili smo 2 čiste priložnosti v prvih 20 minutah.
Na srečo smo zdržali, dobro smo se pobrali, dobro odreagirali, zabili ta prvi gol preko lepega protinapada, potem smo kontrolirali ta prvi polčas vse do zadnje minute, potem iz te prekinitve dobili ta nesrečen gol, malček nezbranosti, to nas je malo potrlo, v garderobi smo potem se probali dvigniti, tako da v drugem polčasu se nam je ta epizoda z oduzeto žogo in z izključitvijo domačega igralca nam je tlele malček dala dodatna krila, potem smo pa probali v nekih kontinuiranih napadih doseči zadetek, sicer vedno brez tveganja, da ne bi kaj koli, tako da nismo veliko tvegali v drugem polčasu, nismo si pa niti nekaj veliko ustvarili, razen par strelov od zunaj, tako da mislim, da je delitev točk pravična in še te dve tekme, da oddelamo tako, kot je treba in potem zaslužen počitek.